Trstenke. Med številnimi poimenovanji za trstenke najdemo tudi imena, kot so orglice, pišole in piščalka. Trstenke po izvoru izhajajo iz starogrškega glasbila, ki se imenuje panova piščal. Za razliko od panovih piščali pa so trstenke sestavljene iz ožjih piščali. V preteklosti so si trstenke ljudje sami izdelovali doma, možno pa jih je bilo kupiti tudi na sejmih. Danes se z izdelovanjem trstenk ukvarja samo še nekaj posameznikov. Eden izmed njih je znani izdelovalec najrazličnejših slovenskih in drugih ljudskih glasbil Darko Korošec. Da izdelamo trstenke, moramo posamezne piščali povezati v določen red. Ker so pri trstenkah poglavitne piščali, potrebujemo votov, cevast material. Najbolj primerna za izdelavo je trstika, ki ima votla stebla. V času po drugi svetovni vojni so bile trstenke razširjene predvsem na Štajerskem, Dolenjskem in Koroškem. V preteklosti so na trstenke igrali pastirji med pašo. Največkrat so se igrale melodije ljudskih pesmi. Godec na trstenke pa je bil zelo dobrodošel tudi, da je zaigral kakšno vižo za ples. Eden zadnjih tradicionalnih izdelovalcev trstenk je bil Franc Laporšek iz Haloz. Poslušamo ljudsko pesem Tak dolgo sem hodil za teboj, ki jo je zaigral leta 1990. Na trstenke je možno igrati samo melodijo. Lahko pa ob melodiji zazveni tudi spremljava, vendar morajo biti zato piščali premišljeno uglašeni. Število piščali je različno in trstenke lahko poimenujemo tudi glede na število piščali. Glasbilo, ki ga vidimo na posnetku, ima 21 piščali in bi ga lahko poimenovali tudi 21. Ko določimo zaporedje piščali, jih utrdimo med dve deščici in jih povežemo z vrvico. Da bi piščali pravilno zvenele, jih je treba uglasiti. Ko v piščal vstavimo čepek, določimo njeno dolžino oziroma višino tona, s katero se bo piščal oglašala. To pomeni, da lahko dve enako dolgi piščali zvenita različno visoko. Na trstenke igramo tako, da spodnjo ustnico naslonimo ob rob piščali in vanjo pihamo. Če pihamo v eno piščal, dobimo en ton. Če želimo igrati dvoglasno, moramo pihniti v dve piščali hkrati.